Nekatere ženske rodijo spontano, druge se zaradi različnih razlogov znajdejo v operacijski sobi. V Sloveniji je delež porodov s carskim rezom med najvišjimi v Evropi, vendar o tem še vedno pogosto ne govorimo odkrito. Obiskali smo gluhi mamici z različnimi, a povezanimi izkušnjami. Jasmina Gracar je, čeprav je pričakovala naravni porod brez zapletov, mesec pred napovedanim datumom poroda imela urgentni carski rez. Eva Potočnik pa je imela 3 carske reze, vsakega z drugačno zgodbo. Moja nosečnost je potekala brez problemov. Med nosečnostjo sem se pripravljala na naravni porod. Nisem razmišljala o carskem rezu. Urgentni carski rez je rešitev, ko obstaja tveganje za življenje matere ali otroka ali obeh, in sicer zaradi zapletov, kot so slab razvoj otroka, nepravilna lega, okrog vratu ovita popkovina, slab srčni utrip otroka ali visok krvni tlak matere, kar zahteva hitro ukrepanje. 2 meseca pred rokom sem imela visok pritisk. V Ljubljani so mi skušali znižati pritisk, vendar ni šlo. V bolnišnici sem bila zaradi visokega pritiska in otrokovega zastoja rasti. Ni se razvijal. Tam sem bila 5 dni na opazovanju. Odločili so se, da mi zaradi varnosti mesec pred rokom sprožijo porod. Mislila sem, da bom rodila. Opozorili so me, da naj se, če po celem dnevu ne rodim in se ne odprem, pripravim na carski rez. To me je zelo šokiralo. Strokovna pomoč je ob urgentnem carskem rezu ključna, saj pomaga mami obvladovati stres, strah in čustvene izzive ter podpira njeno prilagoditev na nov položaj. Bilo mi je zelo hudo, zato so poslali strokovnjakinjo k meni, ki mi je razložila, da otrok ne sme trpeti. Ker ne raste, da ni dobro, da ga pustimo notri še 1 mesec. Ob njenem razlaganju mi je postalo lažje. Potem mi ni bilo več hudo. Naravni porod ni uspel, z umetnimi popadki tudi ni šlo, zato je bil potreben carski rez. Med operacijo sem želela ob sebi moža, ampak ni smel biti zaradi korone. Le tolmačka je bila lahko zraven. Rekla sem, da nočem maske, ker sem želela slišati prvi dojenčkov jok, ko se rodi, da si to zapomnim. Ko so vzeli otroka ven in sem zaslišala jok, sem izgubila zavest. Zato so me morali takoj uspavati in nadaljevati z operacijo ter šivanjem. Ker sem bila v nezavesti, so me zdravniki zbujali in sem se prebudila in sem vse videla omotično. Dojenček je bil ob moji glavi za prvi stik z materjo. Začela sem jokati in se smejati, potem sem spet izgubila zavest. Nato so me peljali pogledat dojenčka, ki je bil čisto majhen in lep. Nato so me odpeljali, ker sem hudo krvavela in izgubila veliko krvi. Carski rez je zahtevna operacija za vsako žensko. Pri gluhih nosečnicah je dostop do informacij ključen za njihovo razumevanje postopkov in odločitev. Pomoč tolmača je torej nujna, tudi zaradi boljšega poteka poroda. Tolmačka je bila zraven ves čas. Razlagala mi je postopke in kaj bodo naredili, če izgubim zavest, da me bodo morali uspavati. Moj cilj je bil, da bi rodila naravno, ampak ker sem imela zdravstvene težave, je bil carski rez najboljši zame. Nisem želela tega ignorirati. Najbolj važno je zdravje. Mislim, da bi bilo dobro, če bi se že prej bolj pripravila na carski rez in kaj se dogaja po carskem rezu. Z otrokom sva zdaj popolnoma zdrava. Hčerka je stara 3 leta in je živahna. Želela bi imeti še drugega otroka, ampak osebna zdravnica mi je svetovala, da ne. Če bi imela drugega otroka, bi spet imela težave z visokim pritiskom.
Eva Potočnik ima za sabo 3 carske reze, vsakega z drugačno zgodbo. Razlog, da sem imela prvič carski rez, je bil, da je bila otrokova glava zgoraj. Ni se obrnil, kljub temu, da smo se vsi trudili in poskušali obrniti otroka, ampak ni šlo. V 8. mesecu nosečnosti sem se veliko gibala, hodila v hribe, da bi se mogoče obrnil. Trudila sem se, ampak ni šlo. Pri drugem nisem pričakovala carskega reza. Točno na rok sem imela popadke in sem krvavela. CTG je pokazal, da hoče otrok ven. Drugače sem se počutila res zelo dobro. Nisem pričakovala tega, da so mi rekli, da gremo zvečer takoj na carski rez. Presenetilo me je. V tretje je bil napovedani carski rez, ker sem imela preozek maternični vrat. Zato nisem mogla roditi. Tudi moja mama je imela carski rez. Mislim, da je to mogoče dedno. Po carskem rezu se lahko pojavijo različni občutki, kot sta razočaranje in žalost, ali mamica celo dobi občutek, da novorojenček ni njen. To je lahko povezano s hormonskimi spremembami in telesnimi izzivi. To so običajni občutki, ki se lahko premagajo s podporo in razumevanjem. Spomnim se, kako je bilo po prvem carskem rezu. Ko sem se zbudila, sem bila omotična. Mož je prišel k meni in ga nisem prepoznala, ker so mi dali toliko protibolečinskih zdravil. Takoj sem vprašala po otroku. Takoj so mi ga pripeljali. Nisem se mogla dvigovati, počivala sem, lulala sem v kahlico. Dan po carskem rezu sem morala vaditi hojo. Vadila sem tudi sklanjanje in dvigovanje zaradi sveže rane. Ni bilo lahko in enostavno. Zelo sem bila zmedena. Mož, medicinska sestra in mama so me tolažili. Zmedeno sem se počutila, ker nisem videla rojstva otroka. Ko so mi pripeljali sina in sem ga videla, nisem čutila, da je moj otrok. Čutila sem, kot da je tuj otrok. Vsi so me tolažili. Nisem imela časa počivati po zahtevni operaciji. Treba je bilo namreč negovati novorojenčka. Ogromno truda je zahtevalo dojenje, menjava pleničk in dvigovanje jokajočega dojenčka. Imela sem občutek krivde in manjvrednosti. Imela sem slabo vest, da nisem dovolj dobra mama. Rana me je zelo bolela ob kihanju, smejanju, kašljanju in joku. Pri drugem je bilo hitro in res super. Nisem imela nobenih bolečin. Porod se je sam začel in je bil takoj carski rez. Ko sem se zbudila, sem vse vedela, ker sem imela že izkušnjo od prvega carskega reza. Pri drugem sem se sama potrudila in je šlo. Bila sem zelo vesela, ker ni bilo bolečin, nisem mislila na rano. Nisem čutila, da je tuj otrok, ko sem ga dobila. Po 4 dneh sem šla domov, vse je bilo lažje. Pri tretjem je bila hčerka 1 mesec prezgodaj rojena. Ko sem za martinovanje pojedla ogromna kosila in so se začeli močni krči, sem šla takoj v bolnišnico v Celje. Imela sem krče. Prvič sem jih doživela in nisem vedela, kaj to pomeni. Takoj so me peljali na carski rez. Iz bolnišnice sem šla domov po 3 ali 4 dneh.
Nisem mogla vsega sama. Mož in mama sta mi veliko pomagala, poskrbela za vse, ker me je še en mesec zelo bolelo. Vsak carski rez je lahko popolnoma drugačen. Mamice imajo možnost, da so med operacijo budne, torej prejmejo lokalno ali epiduralno anestezijo. Ali pa jih uspavajo. Mož me je vedno spremljal na pregledih, na ultrazvokih, pri ginekologu, CTG-jih, operacijah in v bolnišnici. Mož ni nikoli manjkal, vedno je bil ves čas z mano, nikoli nisem bila sama. Brazgotine so spomin na nekaj resničnega, pogumnega in posebnega. Zelo sem ponosna, da jih imam. Ponosna sem na brazgotine, ki me spominjajo na dneve, ko sem prvič, drugič in tretjič postala mama. Carski rez je zahtevna operacija, za katero se porodničarji v Sloveniji odločijo takrat, kadar bi pri porodu lahko prišlo do hudih in tveganih zapletov in nemalokrat rešuje življenje, mamino, otrokovo ali obeh.